Delovni vikend v Ljudskem vrtu z 2 treningoma in naslednjo tekmovalno preizkušnjo, tokrat proti Lokomotivi iz Moskve, ki si je za prizorišče osrednjega dela priprav znova izbrala mesto pod Pohorjem. Ekipi bosta istočasno začeli s prvenstvenimi nastopi na slovenskih in ruskih igriščih. V medsebojnem dvoboju pa so se v boljši podobi predstavili slovenski prvaki in s tribun so se pogosto slišali aplavzi za prikazano. Napovednik živahnega dogajanja po uvodni akciji Berića in Tavaresa, zaključnim udarcem Cvijanovića. Berić je podal tudi za naslednji poskus 3 minute pozneje. Tokrat je Črnic ob ciljanju v nasprotni kot nameril ob levi vratnici. Manj prijeten trenutek se je vmes zgodil v 15. minuti, ko je med prodorom Torbinski zbil na tla Ibrahimija in si prislužil rumeni karton. Po zdravniški oskrbi je Ibrahimi moral z igrišča, a bo k sreči z bolečinami v gležnju miroval le nekaj dni. Žoga je bila večinoma časa v posesti ekipe v vijoličastem. Gostje niso uspeli ogrožati domačega gola in potrditev pobude z golom v 28. minuti. Spretna kombinatorna akcija za vodstvo se je po Berićevi podaji končala z asistenco Boharja in natančnim zaključkom Tavaresa mimo vratarja Lokomotive. Kapetan je ogrozil vrata tekmecev tudi v 35. minuti. Boljša igra je še pred odmorom prinesla povišanje vodstva. Milec je z globinsko podajo na nasprotno polovico igrišča premaknil ravnotežje ruske obrambe. Berić in Bohar sta ušla za sledovalcem, ob soočenju z vratarjem pa je Berić nesebično podal Boharju, ki je potisnil žogo čez golovo črto za svoj prvenec v vijoličastem. Gol za mene dosti pomeni tudi asistenca, ampak najprej je dobra igra in čim bolj pomagaš ekipi in to se tudi vrne. V Mariboru se počutim zelo dobro, okolje me je dobro sprejelo, isto slačilnica, kar sem tudi nekako pričakoval, saj igralci so zares dobri igralci in prijatelji in vse, in tako da sem zaenkrat presrečen v Mariboru. Lokomotiva je za izboljšanje vtisa v drugi polčas vstopila z 8 novimi igralci. Ante Čačić se je odločil za sprotne menjave. Po igri v podrejenem položaju so nogometaši Lokomotive vse do 60. minute čakali na prvo obetavnejšo situacijo, do poskusa Šiškina iz prostega strela. Na drugi strani je takoj sledil odgovor s hitro akcijo in zaključnim udarcem Cvijanovića. Mariborska mreža je ostala nedotaknjena tudi ob zadnjih poskusih moštva iz Moskve, ko je Ndoje zgrešil prazni gol, in v naslednjem napadu, ko je Handanović ustavil Majkona. Do uradnega začetka sezone je ostal še en teden. Zadnja preizkušnja pred dvobojem za superpokal proti Olimpiji pa sledi v sredo čez mejo v Štrasu, ko bo na nasprotni strani stal Kaiserslautern.